Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Narava je v zadnjih 2 tednih 3-krat pokazala svojo uničevalno moč. Najprej vetrolom, potem poplave in pred 4 dnevi še hudourniške poplave. Več o trenutnih razmerah v občini Idrija nam bosta povedala župan Tomaž Vencelj in poveljnik civilne zaščite Boštjan Brelih, ki jo prav lepo pozdravljajo v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Govorimo o 500-letnih vodah, hudih poplavah. Kakšne so vaše ocene? Jaz niti ne bi govoril o 100-letnih oziroma 500-letnih vodah, o izrednih vodah bi govoril. Pač določen del občine je zajela takrat po noči iz četrtka na petek pač ta, bomo rekli, ta padavinski val, ki je pač povzročil obilo nevšečnosti in posledično tudi obilo škode. Tako da ja, v dneh od teh padavin naprej smo praktično stalno na terenu. Jaz sicer od sobote, ker sem se v petek zvečer predčasno vrnil iz dopusta. Ostali fantje, se pravi gasilci in štab civilne zaščite, so se ukvarjali s tem že od sredine noči praktično, četrtka na petek. Smo več ali manj na terenu, beležimo škodo, poizkušamo rešiti urgentne zadeve, tako da ja, je zelo pestro. Hudourniki so praktično podivjali, nosili s seboj kamenje in drug material, zasuli so ceste, ogrožali so stanovanjske hiše. Sklicali ste občinski štab? Ja, prvi poziv je bil nekako ob 1:11 po noči. So šla s kolegom, pač so šla pogledati situacijo, ki je bila javljena. Od takrat naprej so se pa začeli pol vsuvati klici, tudi videla sva pač, da je visoka voda. Je bilo že po noči, je bilo dost kaotično, bi rekel človeka, ne. Po predjutraj je pa sploh, predjutraj je pa dol zajelo vsa spodnja Idrija. Po noč smo se trudili rešavati glavna cesta, povezava Idrija, spodnja Idrija, ki je bil en sam bazen, in smo praktično zjutraj ob 7 že naredili prvi prekop ceste, da je sploh voda odtekla, da smo lahko dali noter drenažne cevi, zasuli in da je promet pol nekako stikal. So šole v redu? Šole niso poškodovane. Otroški vrtci, zdravstveni domovi? Tudi ne, tudi kar se tega tiče v redu. Moramo pa povedati, da tiste najhujše stvari niso nekako na očeh vsem. Še najbolj je markanten plaz za rudarsko hišo v Idriji, kjer jutri se bo delno odstranilo en del hribine, ki je pridrvel s hriba. Potem bo treba pa predvsem na podlagi strokovnih mnenj in tehtnega premisleka začeti stvari sanirati. Moram reči, da največja groza je, ko z ene višinske točke, recimo bom rekel iz Podmrzlega vrha ali pa iz Kladnika pri Ledenah pogledaš v nasprotni breg oziroma v katerikoli breg, ko se vidi cel kup rjavih jezikov, plazov, ki so se sprožili v tisti noči oziroma v tistem dnevu. Tako da kljub temu, da na srečo nismo ravno kakor na Koroškem oziroma v Zgornji Savinjski dolini, škode pa bo, ko bomo vse dali na kup, tudi pri nas zelo veliko in se bo štelo v milijonih. Kako je bilo v tovarnah? Slišimo, v Spodnji Idriji je zalilo Idrijo. Ja, v Spodnji Idrijo se je napotilo pač to regijsko pumpo, HCP ekipo, ki je pol dežurala, je črpala to vodo, ki je prihajala in je na to še, ko je bilo koncu vsega, pač prečrpala vso vodo in da so pač prostori prazni, niso več zaliti z vodo bili. V prvi fazi so gasilci reševali na območju, kjer imajo domicil. Koliko jih je bilo v akcijah? Ja, nekako smo imeli čez 80 gasilcev vsak dan. So pa pač tudi iz okoliških društev, kjer ni bilo pač take prizadetosti ali pa sploh ni bilo, so hodili pač pomagati v Idrijo, Spodnjo Idrijo, kjer je bilo pač potrebno. To je pa organiziral štab Gasilske zveze Idrija, ki je bil tudi sklican in ustanovljen s tem namenom, da se pač koordinira vse gasilske enote iz ene točke. Ko so gasilci naredili najnujnejše doma, so odšli tudi na pomoč na Koroško, na primer. Imate kaj podatkov o tem? Ja, zadnje 2 dni so gasilci odhiteli na pomoč tudi v predele,
s katerih so bili pozvani. Najprej, kar je bilo pomoči strani Gasilske zveze Idrija, je bila bi rekel, velika cisterna PGD Idrija napotena v Kamnik, da je pomagala pri dobavi pitne vode, zdaj pa že 2 dni pomagajo, mislim, da v Zgornji Savinjski dolini, ne vem točnih lokacij. Pač po samih protokolih poveljnik oziroma njegov namestnik Gasilske zveze sporoči županu, da določeno število aktivnih gasilcev odhaja iz področja občine, da s sabo peljejo to in to tehniko in pač glede na to, da v teh dneh nimamo oziroma ne zaznavamo teh potreb, smo gasilce tudi poslali. Smo pa v prihodnjih dneh, smo se pa dogovorili, da bomo na določenih točkah, ki potrebujejo še sanacijske zadeve oziroma urediti zadeve tako, da ne bo povzročilo večje škode. Zdaj, seveda, ko je voda odtekla, bodo pa gasilci iz občine Idrija tudi nazaj udeleženi pri akcijah v sami naši občini. Popravite me, če narobe razmišljam, ampak gasilci so zato, da ob nesreči odprejo poti, da odstranijo drevesa, naprimer, ne? Za širšo sanacijo so potem pa druge službe. Ja, nekako je tako, ampak vedeti moramo, da praktično trenutno je na terenu vse, kar leze in gre. Še ena stvar je, veliko ljudi je tudi po dopustih, tako da niti ni, bomo rekli, vse aktivno prebivalstvo v naših krajih, tako da se pač, je pa tudi praksa, da se gasilce potem, zdaj bom rekel čisto konkretno, v enem plazu zemeljskem, ki zahteva nekako skrb za odvajanje vode in tako naprej, bomo pač s pomočjo gasilcev zagotovili vse tiste kanale odtočne, da bo pač to funkcioniralo, ker pač z bagerjem se niti do tam ne more. Nekaj hiš je ostalo brez dovoznih cest. Nekaj hiš je ostalo brez dovoznih cest, to je v bistvu pri nas ena največjih škod. Praktično jaz lahko bom rekel ocenim, da je vsaj narediti bo treba vsaj 20 zidov podpornih, ki bo vsak koštal po moje vsaj 100 000 evrov, da bomo zagotovili, bomo rekli, prevoznost vseh poti do vseh domov v celi občini. V proračunu imate sicer okrog 250 000 evrov vsako leto za 2 škarpi. Ja, take razmere so, držimo se vseh tistih navodil države pri oblikovanju proračunov za te intervencijska sredstva, se pravi, tudi ta sredstva so namenjena v proračunu. Moramo povedati, da bomo praktično zdaj v prihodnjih tednih, če povem po domače, pogrebili denar z vseh postavk, na katerih lahko pač karkoli vzamemo in dali v intervencije, se pravi v sanacijo škod. Kako pa je z opremo? So bili gasilci ustrezno opremljeni? Gasilci mislim, da so bili dosti ustrezno opremljeni. Imeli so tudi nekaj opreme, se je tudi poškodovalo med reševanjem. Bi pa tudi poudaril, da je tisto prej, ko smo rekli, da se gasilce porabi za vsako stvar. Tukaj bo šlo za 2 stvari. Tukaj bo interventno pač saniranje tega plazu zaradi naslednjega deževja, pa interventna dovozna pot, ki se danes že ureja, da se bo sam okrog hiše odkopalo, da lahko prije pač reševalno vozilo ali kakorkoli, da se da sploh izstop iz hiše. Država je napovedala nakup 40 velikih tovornjakov za civilno zaščito. Računate, da boste v Idriji dobili katerega od teh? Tu bo prišlo pač še na občino, bodo pač določeni razpisni pogoji in pač seveda se bomo prijavili. Se boste prijavili? Če povem drugače, zadnjič je bil na obisku v Idriji tudi državni sekretar Rudi Medved. Govorili smo ravno o teh stvareh, med drugim. Mislim, da nekje na naše področje Idrijsko-Cerkljanske regije bi en tovornjak z vso to opremo po njegovih besedah moral priti. Bomo pa še vedeli, glede na spremenjene razmere po teh poplavah oziroma po tem neurju ogromnem v Sloveniji, bomo videli, kako bodo stvari potekale.
Kako pa je z možnostjo, da bi država plačala del te škode, sanacijo? Jaz predvsem upam in bom rekel, želim, da bo država res maksimalno pristopila s finančno injekcijo k vsemu temu. Vedeti pa moramo, da zdaj na začetku smo pač aktivirali, bomo rekli, lastnike bagerjev, kopačev, tovornjakov, traktorjev in vsega tega, kar se rabi. Delajo vsi na zaupanje, bomo rekli. Edina stvar, ki jim lahko obljubiš, je to, beležite ure in pač delajo. Tako da hvala vsem, kakor hvala tudi gasilcem in vsem tistim, ki se trudijo. Kako in od kje bodo sredstva za poplačilo vseh teh stroškov, bomo povedali ne v prihodnjih dneh, ampak v prihodnjih tednih. Ker vedeti moramo, da cela Slovenija ni bila, bomo rekli, pripravljena to, oziroma pripravljena niti ni najboljša beseda. Nimamo izkušenj s ujmami takega obsega in ne moramo, vsi se učimo, kot smo se učili na začetku COVID-a, kako in kaj. Tako da, ja, stvar je zahtevna in zelo resna. To je tudi velika preizkušnja, tako za civilno zaščito, za občino, za vse službe, ki se tako nepoklicno s tem ukvarjajo. Ja, mi načeloma na občini se s tem tudi poklicno ukvarjamo, ampak v minimalnih obsegih, kar se tega tiče. Mi zdaj, predvsem v tem tednu, moramo obiti praktično celo občino, zabeležiti vse škode, poslikati, narediti neke ocene stroška in na podlagi tega potem bomo poročali državi. Upam, da bomo čim več sredstev na podlagi tega tudi dobili. Interventni zakon, ki je danes že v obravnavi, mislim, da v državnem svetu danes najprej, obljublja 20% sredstev vnaprej, se pravi brez nekih dokazil, ki bomo kasneje dokazovali. Ampak tukaj so, naj se ne sliši kakorkoli, ampak 500 milijonov, o katerih je govoril predsednik vlade v prvih dneh, je smešno malo. Kolega župan iz Škofje Loke recimo ima oceno samo za občino Škofja Loka, da je več kot 100 milijonov škode. Od kje jih nemamo vzeti ta trenutek? Bodimo optimistični, da se bodo zadeve uredile, bodimo tudi strpni in sodelujmo. Tako. Nekaj pa treba tudi potrpeti, najbrž svetujete občanom, da naj ne bodo nestrpni. Predvsem občanom svetujemo, da na tisto številko, ki je objavljena na občinski strani, sporočijo svoja opažanja, predvsem glede stvari oziroma pojavov, ki nam grozijo, plazov in teh zadev. Prosim, če nam ne sporočajo, koliko drv jim je odnesla ujma ali pa tako naprej. Karikiram, ampak tako je. In predvsem dajmo vse, kar zahtevamo od inštitucij, od nas, od civilne zaščite, od gasilcev, od kogarkoli. Dajmo zmeri razmisliti in pomisliti, kaj je res prioriteta. En kupček zemlje na eni cesti, da ene hiše, ni prioriteta. Prioriteta je, da bodo vsi ljudje lahko praktično od svoje hiše prišli v službo, v šolo, do zdravstvenega doma, da bo pač občina, država zafunkcionirala. To so tiste prioritete. Vsi pa bodimo strpni. Bodimo strpni in dajmo tudi sami po sebi pri pomoči oziroma pomagati, če se kakšno malenkosti, dajmo jih sami sanirati, pa dajmo res prednost tistim ta velikim stvarem, da bomo v primeru naslednjega večjega dežja lahko spali. Lahko mirno spali. Tomaž Vencelj, župan občine Idrija, in Boštjan Brilik, poveljnik civilne zaščite. Hvala lepa za ta pogovor, hvala za vaše bodrilne misli in srečno. Hvala tudi vam, srečno. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.